Dobro jutro, pozdrav sončku, ste speden ali ne? Sej ne gre za pozdrav soncu kot tako, sej vem, pač dosti zgodaj je treba vstati, da ne spančkate predolgo, pa ne zaradi tega, ker je treba delati, ampak zaradi tega, ker je treba razmišljati, ker je treba kontemplirati pravzaprav. Ne gre toliko za neko razmišljanje, kaj bomo pa zdaj naredili, ampak kako bi izpeljali najlažje tisto, kar je naša misija. Ne, a vemo, kaj je naša misija? Ne, še čist. Pa, mislim, tudi jaz ne vem čist prav za zares misije, razen te, da moramo vsi pomagati. To vem, da je, od vseh nas. Pa da se opogumimo, to je tudi naša misija. In zaradi tega sem vam dal v ozadju malo epske glasbe, take, da Interstellar je drugač. Tole album Hans Zimmer je scimpral tole. Hans kar zna, veš, ni da ni, on nas je skozi glasbo hotel opogumljati še pa še in nas opogumlja, ker glasba je tle, samo vzeti si jo je treba. Mislim, Gangnam Style te dela bolj konfuznega, ne? Kaj neki je hotel zapeti, opa Gangnam Style, kaj je zdaj to za ena banana? In ko gotoviš, da je konfuznost, torej zmedenost, njihova strategija, ne? Izdelava zmede, produciranje zmede, njihova strategija pol nisi več tako zmeden. Imamo? Ko ugotoviš, da je proizvajanje zmede njihova strategija, nisi več zmeden, ker tik-tak. In dajte si to malo že enkrat v glavo, da ni z vami nič narobe, da ne rabite nobenega zdravljenja, ne čakar, ne energetskega, bom rekel, izkoristite svoj energetski potencial, da boste v življenju imeli vse, kar si želite, a ne. To je zavajanje, to je tako, da greš v cerkev, ne? In Bog ti bo pomagal. Ja, boja, sam najprej moram imeti mer, ne pa da mi prideš s tisto puščico glih v sredin. To je kolega super rekel. In to je, da ti pride kelner, ti glih naročil, zdaj dobiš za jest, super, jemo, the best, leprej pomes pa z računom. Zdaj mu pa pokasirali. Tako pridejo v cerkvi, ne, s tisto puščico. Če kdor bo hotel dati, bo dal prej ali pa pol, kaj se zdaj v sredini tečem. To je prav, daj, pa da bo vuna videla, a si dal ali nisi dal, pa koliko si dal, pa mislim te banane. A smo to mi pred leti skontali? Ne, nismo, ker smo bili narejeni tako, da delaj tako kot večina, ne. Tukaj nisi zato, da misliš, ampak zato, da ubogaš. Čakaj, to so sužne učili, kaj ne? In ni to čist glih res, mi smo tle zato, da razmišljamo, mogoče ne samo razmišljanje, ampak kontemplacija. Gre za, bom rekel, uravnovešenost tišine uma in tišine srca, kjer se zgodi kontemplacija in pridejo lepe misli. Tiste, unikatne. Tiste, ki jih rabi vsak sam presep naštudirati. Sej lahko človek prebere, pa ne vem, nek mim, recimo sporočilo v kontekstu, prav to, ko enkrat zaznaš, da je njihova igra izdelovanje zmede, pol te ne zmedejo več. In zdaj moš ti to zakontemplirati, pa reči, čakaj, a veš pa, da mene v bistvu v službi res probajo sem neki zmest, da bi kakšno napako naredil. Kaj pa uni, kaj pa tam. To je ta fora. Mnogo je kratkih izrekov. Jaz imam eno tako knjigico, sem včeraj najdel na podstrehi, sem nekaj brskal. A veš, ko so take kratke izjave, pa misli, niso tudi debele knjige. Pač piše, so tudi napačne vmes, da ne bo pomote. Sem se jih obkrožil. Ni bolj praznega človeka od tistega, ki je poln sam sebe. To piše tle v nekaj knjiga življenjske modrosti. In pol moš da ti to kontemplacijo. Aha, mater Pero, pa Štefka, pa una, pa mater, so pa res polni sami sebe. Ne? Samo v bistvu so not prazni in govorijo samo tisto, kaj vejo. Nočejo pa prisluhniti.
da bi se kaj novega naučili. Ne? Tudi iz napak se največ naučimo. Ne? Zato sem se odločil, da bom naredil še več napak, da bom bolj izobražen. Sam si je treba dovoliti narediti napako v svojih kreacijah, za razliko od tega, kar nas oni spravljajo v konfuzijo, v mudi se mudi, tam pa naredimo napako, tako neprijazno, oziroma večjo napako njim, ne, se pravi, če si v službi, pa nekaj hitiš, pa si narobe, nekaj zakarikiram, zdaj neko lajšto narobe vtaknil v mašino, pa tam potrga zobnike, ali kaj se vem kaj, pa si naredil škodo, ne, in tle te čakajo, s tem, da so te pa prej spsihirali z normami, pa zakaj si zamudil 2 minute, pa kaj me briga tvoja familija, tako ti ves čas prcarijo, to jih pa to ni za njih nič pomemben podatek. Največji problem je zdaj ta zobnik. Ne? Pa da imaš ti slabo vest. Še to, pa še preplačiti mu trgal, pa še doma imaš zdaj težavo, ker boš najverjetneje si računal, da boš registriral avto, pa zdaj pa glih to zmanjka. Ne, njihov princip delovanja. Jaz verjamem, ni simpel se odlimati od sistema, vendar, dokler ga ubogamo, on živi in nas stiska. In naročeno nam je, že tisočletja, da se moramo opogumiti in da se moramo odmakniti od tega, kar je v bistvu zlobno. V isti sapi pride do neke tako, bom rekel, žalostne pasaže v glasbi, ko ti spoznaš, v kakšnem sranju smo mi živeli. Kaj so počeli ljudje okrog nas? Da smo bili izdani, da smo bili zaterani, da smo bili poniževani, ubita nam je bila samopodoba, ubito nam je bilo samospoštovanje, ubito nam je bila kreativa, joyful, stvari, ki smo jih imeli radi, vse so razturili, vse, kar smo imeli radi. No in zdaj smo prišli na korona nam je dala v pogled, kaj za vraga se grejo ti dohtarji, kaj neki šolniki učijo te LGBT, pa kaj da se otroci spomenijo, katerega spola so. Čak, sam malo. Sej je šola, sem indoktrinacija, pa bom pol prišel na šolo, ker sem si zdaj tle spravil eno slikico, oziroma pripeljal v spredje. Pa jo bom vam prebral, tudi objavil sem jo na Facebooku, ampak na Facebooku sem spet potlačen v temo, no? Najdli so mi neke prispevke, ki sem jih delil 3-4 mesece nazaj na osnovi tega. Kaj si pa to delil, pa kdo sploh še to bere, halo, to je timeline, veš kje. Bi bilo pa super, če bi kdo še kaj prebral od za nazaj ali pa pogledal kakšen video moj za nazaj, ker vmes so tudi dobre stvari, res, mislim, nobenega ne silim, vsak ve zase. Skratka, če se nam je uspelo prebiti tako daleč in če razmišljamo o tem, da bi se vdali, si moramo zapomniti eno stvar. Remember that. Stiskali so nas zato, ker so vedeli, da smo šibki. Kaj so? Oni so mislili, da smo šibki. Mi smo se tako obnašali, ker smo bili tako vzgojeni, da smo šibki. Vejo, da če nas stisnejo v kot, da se bomo zlomili, pa bomo rekli, ok, prav imaš, pa dam jaz masko, zdaj pa gor. Ok, se bom šel pa cepati. Oni so vedno delovali na ta princip in pristop je bil pa za tabo z marico, pa davki, pa še tam je nakazen, pa ovo in pa pristaneš na vse, sem da bo mer. Mera itak nikoli ni bilo. Nekaj si naredil, da bo mer, ampak delo je bilo narejeno, meril pa ni bilo, ker je bilo takoj naslednjo sranje zadnje. Zdaj rabimo tega poguma, kot ga ima ta glasbena pasaža, veš, da se zaveš noter v sebi, da nisem jaz kar neki, nisem jaz šibek. In oni so nas stiskali, ker so mislili, predvidevali, da smo mi še zmeraj šibki, kot smo bili, da bomo rekli, ok. No in ko si jim ne pustimo, takrat znorijo in nas stisnejo še bolj. In dlje, ko zdržimo, bolj oni norijo. Bolj, ko norijo, bolj noro izgledajo in bolj noro, kot izgledajo, bolj jih ljudje opazimo. Bolj, ko jih ljudje opazimo, več ljudi se prebudi. Več ljudi, kot se prebudi, bolj jih je strah. In bolj, kot jih je strah, bolj norijo. In bolj, ko norijo, se zbudi še več ljudi.
In tako naprej in naprej, dokler ne uničijo samih sebe. Da, jaz sem včeraj objavil eno slikico, ki sem si jo zamislil in tudi naredil najkrajšo možno izvedbo. Lažejo do špage. Kaj zdaj sem jaz s tem mislil? Da lažejo, zdaj so imeli en primer, mislim, da je bil Han ali Eden. Pozabil sem, kdo je ime, ker jih je teh imen ogromno, pa ne vem. Je pa bil ta človek pripeljan na sodišče prvič, drugič, petič, 15. in on je dajal neke izjave, a ne, in je valjda lagal kot pes, ne. In sodnika posluša, ja, okej, tako, kaj pa tam, in on je lagal kot svina, kot čist skos, ne. Pa mu pa sodišče prinese njemu dokaze o vsem tem, kar je lagal v prejšnjih pričanjih, ne. In ta valjda, noč, to ni res, to je izmišljeno, ne. Pa mu pokažejo Faucija, ki visi na špagi. Pa mu rečejo, stari moj, tudi tebe čaka enaka usoda, če ne priznaš. Če ne, se bomo pa malo mi bomo odločili se o stvareh, ne. In v tem trenutku človek obrne zgodbo in izda vse. Ko ptičica siničica, ne. Izčivkov čisto vse. In valjda mu sodnik reče, ja, tole ni v redu, ne, to nisi prav, tako da ti pripada smrtna kazen. In on zdaj pa žrtev, ja pa ne, si rekel, da me boš spustil, ne, si ljudje rekel, ne, sem rekel, da bomo razmislili o stvareh, ne, in razmislil sem, da si kriv, si glihkar priznal, da si kriv, ne, in torej, si za na špago tudi ti, a ne, in tle postanejo še arogantni, pa boste videli, mi smo neuničljivi, hudičeva sila. Pa jim ne gre tako, a ne? Tako, ko zdaj ne gre, da dokončam to špago. Pač ti lažnivci imajo pred sabo nalogo lagati do konca, ker drugega itak ne znajo. Oni so se itak zakajljali kas vina, oni so lagali v štartu, oni so lagali zaradi denarja, doktori s cepivi, vsi promotori cepljenja, vsi so lagali, vejo, kaj delajo, celo podpiramo Ukrajino, leglo zla, ne. Če pa Ukrajina razgubi, pa je pa konc z nami. Cajt bi bil, da se konča to sranje, da nehate. Ne crkne in ukrajinski narcizem, ne govorim o žrtvah civilistih, ker mislim, da jih ni toliko, kakor bi nam radi probali povedati, ne? Ker civilisti so bili zelo očuvani, tarče pa zelo natančno izbrane, če tudi si je kazarska mafija v Ukrajini izbrala za svoje vojaške objekte, civilne objekte, torej porodnišnice, šole in tako, vsej ne bodo napadali Rusi teh objektov, ki jih ne smejo. Zelo dobro so zračunali ruski agentje, ki je kaj kdo počel, in so tudi zelo natančno targetirali. Tle sem hotel še reči, čakaj, kaj že, da čisti se zlo. Aha. Kako pa so zdaj ti ruski generali in vojska vedla, kje se kaj dogaja v Ukrajini? Kako pa so pravzaprav bele sile vedele, kako izgleda svet ritualov, zlorabe, trgovine otrok in organov, kako so izgledale te njihove strukture. No, kako? Ja, tako, da so se infiltrirali med temne, čeprav so bili svetli, z namenom, da prepoznajo vse njihove korake, namene, zlobne in tako. Enako kot so se temni prej infiltrirali, tako kot je Fauci rekel, jaz vam želim samo zdravje, zato želim, da nosite 3 maske, pa še da se cepite. Tako kot je Gates rekel, jaz želim, da je svet zdrav brez virusov, pa ne cepite se, ne? Tako kot so rekli, veš, to so lažnivci do amena, to so obleka naredi človeka, ne, obleka zakrije lažnivca, nič več ne grejo te maske, dajmo se že enkrat utupiti, da
Q je še kako resničen, če tudi zdaj lahko najdemo že, tudi Q je, tlele v enem simbolu podobno kot črka Q in piše tam, kamor gremo vsi, kamor gre eden, gremo vsi, da tudi piše tam na eni steni v neke katedrale. Ja, piše tudi marsikaj, da moramo slediti samemu sebi, piše tudi v kakšni drugi bajti. Pa mogoče so nam v šoli celo napisali, da nas prijaznost nič ne stane. Pa je koštala marsikoga ta prijaznost, da je fasov narcisa, da je ta narcis izkoristil prijaznost in prijaznost je izgledala kot šibkost, kot naivnost. Pač ljudje s srcem in dušo ne razumemo, nismo razumeli, da obstajajo ljudje, ki ne razmišljajo tako kot mi, ki ne čutijo tako kot mi, ki ne čutijo sploh, ki so tle samo zato, da črpajo svojo energijo od nas. Na energijo pa dobijo tako, da dobijo reakcijo na svojo provokacijo. Zapomnite si to. Oni nas skozi nas provocirajo in ne rabite videti nikamor na nobeno umirjevalno terapijo. Vi morate iti na terapijo disconnect, oziroma distanca, se pravi izključitev oziroma umik od narcizma, od narcisov, od teh abuzerjev, posiljevalcev, ki žrejo nasilo. Zdaj je zoprno, narcis potrebuje tvojo bližino, pod prevaro ti žre energijo, pod prevaro. Nasilo, čim je on pokazal silo, smo se mi zmeraj odmaknili, zato pa je on zmeraj to lepo zapakiral narcisa. In če si ti to skontaš, pa se umakneš, on še bolj proba nasilo do prijaznosti in jim ne gre, to je tisto, ki se sklapa s tistem, kar sem vam prej prebral. Krtnurijo, ja, zoprno pride, ja, verjamem. In oni so se res v tako kočljivi situaciji znajdli, da je zaznort. Tako da vas še enkrat vam apeliram, vas ne prosim, naredite kar čete. Vam apeliram, distancirajte se, ne jim date reakcije, pa opazujte, awareness, bodite pozorni, kaj počnejo. Ko je lep sonček, a ni? A se ga upate pogledati, nosite sončna očala, niso očala, kekec nima sončnih očal, pa Jezus tudi ne. Pa še marsikdo, ki je razsvetljen hodil po svetu, ni uporabljal sončnih očal, tako da po mojem jih tudi mi ne rabimo, kaj tacga. Kaj sem jaz prehotil še reči od Q-ja, da se je tudi Q infiltriral, to so ekipa infiltriranih ljudi, da so spoznali sploh kako sistem deluje, so se mogli infiltrirati. Ja, tako da kdorkoli vam proba razlagati, Q ne obstaja ali pa Q je tudi del agende, Trump je tudi njihov in to je vse mamac, sem da vam ni treba nič delati. Ni res, ker še enkrat, če bi njihov plan funkcioniral, bi mi bili vsi popikani, pa ne funkcionira, zato ker je nekaj vmes prišlo. Kaj? Valjda vojska, valjda Trump, valjda sodišča, valjda pravica, dajmo temu tako reči. In pravica je, tle mi ne rabimo iti nobenega neki fizično obračunavati in ne nasedite tam spet floskulom, kako se morate vi zdaj ukvarjati z VHO-jem. Kako bomo mi zdaj vplivali na to, da oni ne podpišejo nekaj z VHO-jem, Svetovno zdravstveno organizacijo, ne? Kako? No, kako? Ali smo bili na protestih? Bili. In? Ali smo opozorili, da ustavo kršijo? Smo. In? Ali smo opozorili, da cepiva niso v redu? Smo. In? In kaj bomo zdaj se ukvarjali zdaj pa še z VHO-jem? Kaj gremo pred VHO, pa rečemo, da ne bi slučajno naša Musereva kaj podpisala. Pa Musereva je, kaj sem, reptil, prodana duša, kaj deluje z tevačnimi silami, nič drugač. Se pa za zaprtimi vrati delajo stvari, zato da bo nam boljše, najbolj to res. Pa vse smo opazili, mi smo bili tarče, ideja je bila, da nas frderbajo z genocidom, in ni jim uspelo. Kaj pa zdaj? Ja, opogumeti se je treba, pa jih odpičiti iz naših glav, odpičiti iz... Osnovna naloga bi bila, izstradajmo jih. Energetsko izstradanje. Ko jim ne daš, ne dobijo in če nimajo, crknejo, ne?
oziroma morajo skloniti glave pa reči to prosti. Ampak to pa spet ne gre z njihove strani. Tako da v zoprni situaciji so se znašli. Ampak ok, to je vsak sam izbira. Šolstvo sem še rekel, da se bom dotaknil. Nekaj mi se uhajajo misli, a se čuti, da uhajajo. Ne vem, če. Čakaj, sem na 4 mesece nazaj sem bil pa. A imate vi tudi kaj slik? Jaz jih imam 11.485. Ampak ogromno od tega imam shranjenih, bom rekel tak zapisov, mimov, kot slikice, zato tudi probam vam slikice narediti, ker je super. Jo imaš med slikicami, pa malo drsaš sem, pa kaj pa ti pade kaj v betino. In tele imam shranjeno eno, ki se tudi zdaj zadnje čase vrti, mogoče ste jo srečali. Skratka, očka, zakaj moram v šolo, vpraša otrok in pravi foter. Zato, da se boš lahko oblikoval v homogenega delavca, ki ne zna razmišljati onkraj predpisanih meja splošnega soglasja. V šoli se boš naučil ponavljati informacije, namesto da bi se naučil razmišljati. Da ne boš postal grožnja status quo. Da boš diplomiral, boš dolžniškega, boš našel službo in plačeval davke za ohranjanje dolžniškega suženjstva, ki ga proizvaja korporacijski sistem za tvoje politične gospodarje. Pa zato morajo otroci v šolo. Pa zaradi tega niso učbeniki isti za naše otroke, kot so bili za nas. Niti ni bila zgodovinska knjiga enaka za nas, kot za naše starše ali pa stare starše. Ne, niso to iste informacije. To se skozi menja zato, da paše tam v sistemu. In šolski sistem je ena izmed stvari, ki bo razpadla. Tako kot razpada zdravstvo. Ne glede na to, kaj pravijo kište televizijske zdaj, da pa končno smo dobili zdravnika, ki govori o tem, da je delal 2 izmene, ker je dober. Ne? Mi moramo v osnovi razumeti, da šolstvo kot tako je zavajanje. Jaz ne vem, če vsaka učiteljica se zaveda, kaj počne. Vodstvo pa ja. Jaz ne vem, če se vsaka medicinska sestra zaveda, kaj počne. Vodstvo pa ja. Kaj je namen farmacije? Mogoče res vsaka lekarnarca ne ve. Ona pač predpisuje stvari, ker se ni nikoli poglobila, kaj je not. Pa bi se lahko, pa bi rekla, tle noter je pa fentanil. No, gospod Janez, vi ste pa že po 10. škatlo prišel, tle not je fentanil, vi boste narkoman ratov. Kdo vam to predpisuje, ne? A je, kakšen tak farmacevt, s katerim se morate posvetovati z zdravnikom in farmacevtom. Pa ste dobili od teh kakšen svet ali vsak rekel, ja, to je pa za vas. Boljš kot marmelada na kruhu. Ne. Seveda ne. Zaradi tega, ker jim ni v interesu nobenemu, da smo mi zdrava, razmišljajoča bitja, ki krepimo svojo duhovnost, svoj duhovni razvoj, svoj notranji potencial, da imamo zdravo kmečko kekčevo pamet, da razmišljamo normalno, da sodelujemo z naravo, da smo zdravi in da živimo v neki, bom rekel, lepi, zdravi družbi, ker tudi skupščina ni stavba. Skupščina je skupnost ljudi, ki si želijo pomagati in narediti nekaj. Kako bi sicer ratale katedrale pa piramide, če bi delali tako kot zdaj? Nikakor, ne? Valjda, da ne. Ker ne morajo. Ker tako, kot smo zdaj razdeljeni, se ne da razdeliti ljudi bolj. Zato je čas, da stopimo skupaj, ampak v srcu moramo isto misliti. Okrog nas so paraziti skozi. Če pa imaš v srcu pravo, dobro namero, pa ne more biti narobe, daj tako funkcioneri, bomo se ozdravili, ozdravljamo se že, ker mir je tisti, ki nas zdravi. Prisotnost ljubezni do samega sebe za začetek. Kako boš zdaj to vedel, kaj je ljubezen, če pa ne boš ponavljal stvari, ki jih počneš rad? Kako? Ja, ne moreš, zato pa moraš početi stvari, ki jih počneš rad. Ja, pa nimam skuterja, pa je pa te skuter. Te probi musko pravo poslušati za začetek, pa daj si jo na kupček, da boš imel nekaj materijala, ki te bo umirilo, ki ti bo dalo koncu notranje moči, da boš ti jutri boljši človek. Jutri
močnejši, sposoben se ubraniti nemeru zunanjega sveta. Ni problem naša notranjost, nismo mi bolni. Svet, okolica je tako iznakažen, da je na vsakmu izmed nas naloga, da prepozna, kaj mer je in da ta mer tudi vzdržuje, predvsem vzdržuje. Sem večkrat rekel, mene drevo pa kamen ne vržeta stera. Mene stera znajo vršiti izključno ljudje, so meja. Sem ne dam jim več jaz te papice, pupice. Ne dam jim več in jim ni dobro. Res ne. In vam probam na vse možne načine utupiti točno to. Skratka, laž je tista, ki je preplavila ta svet. Ne? In zdaj je precej pomembno, a si povedal po pravici, ali si povedal pu pravice. Po pu pravici. Ne? Po pravici povedal, spu pravice povedal. Ne, pa nas je ta malo dialekt. In pravica, ja, je tista, ki je tudi iznakažena. In ta justice, pravica, prihaja zdaj na plano. In jasno je, da kabala pada. Zdaj, kdorkoli, karkoli zagledate, da morate vi deliti to Madžarko, ki zdaj preplavlja splet, kako je treba zdaj urigirati. Ne vem, poslušajte, vzemite si jo na uro, pa je že v prvem stavku povedala vse, da je nemogoče spremeniti, razen če dovolj ljudi vpliva na politiko. In kako bomo mi vplivali na politiko, če pa noče delati z nami, ker dela fucking proti nam, pa ne od včeraj, pa ne od korone, to dela od nekdaj že. A zdaj bodo pa za nas delali naenkrat, ker so zaglajzali v kozi rok, zdaj bodo pa naenkrat začeli za nas delati. Najbrž. Dokler ne bodo na špagah, ne bodo nič naredili za nas, pa tudi polni treba, jih ne rabimo. So pokazali, kaj imajo v sebi. Muzika, Interstellar. Tako da, po pravici govorite, kaj je pravično zate, je pravično za vse. Če ni pravično zate, pol ni za nobenega. Ja, pa sej ne bo noben vedel. Dragi moj, moralno etično si že v grehu, če mu tako reči. Da ne bom kdo s cerkvijo povezal, ker nočem imeti nič z njo, z nobeno religijo, ker so vse religije narejene za to, da nas zavajajo, nič drugega, so nas zavajajo. Zdaj, odtle je tudi zelo dobro, da mi gradimo svojo osebnost. Bodi to, kar si. Odstrani maske in postani samo svoja osebnost. Oseba, za katero bi želel, da bi jo tvoji otroci videli pa rekli, tak, to pa je. Ali pa tvoji vnuki, da bi rekli, to pa je moj dedek, to pa je moj fotor. Zato, ker ima prav. Zato, ker govori prav. Ne zato, ker je se toliko zlagal, pa toliko ljudi olupil, ne vem, naredil toliko deložacij, pobral toliko izpitov, govorim zdaj za policaje. Tako hočeš, da bi bili tudi tvoji otroci, ali kako? Ali da tvojim otrokom tvoj sodelavec pride to narediti, ali kaj? Tudi policaji naj bi bili pri nas potrebni, ampak so tako, sodelujejo s sistemom, da ne bo v redu, oni ščitijo elito, vojska pa ščiti nas. Če tudi boste ujeli, da vojska dela, kakor se ji reče, ne? Musarjeva, kaj boš naročila vojski? A te vojska posluša tebe? Musarjeva, kaj vemo mi te stvari? Ali Musarjeva noben general ne posluša njenih? Ker Musarjeva bi na nas poslala tanke, če bilo po njeno, a ne? Pa? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne ubogajo generali tega? Se ni Musarjeva tega rekla. Pa bi, veš? Ona ni tega rekla zaradi tega, ker ve, da se to ne bo zgodilo. Ker je presrana, ker bi vojska nas brani pred zunanjim in notranjim sovražnikom. Zato pa jo imamo. Zato pa to košta, zato pa je toliko teh oklepnikov treba. Super, da jih imamo, se mogoče pa to ni čist prav delo. Da jih lažje najdemo v njihovih skrivališčih, ne? Vse dogaja. Skratka, bodite osebnost.
In ne iščite ideala v znanih osebnostih, ker to niso osebnosti. To so neki izmečki v nekih oblekah, če dalje bolj bizarnih, bolj, ko pogledaš, bolj vidiš, da je to vse skupaj satanu podobno in to vse čaščenje satana, zato ker ljudje bi radi bili tudi tako znani in pomembni, kot je Jennifer Lopez, a ne. Ampak ne bom nikoli tako, jo bom pa sem gledal in se neha ukvarjati sam s sabo in gleda Jennifer Lopez. Narobe. Wrong. Sporočilo od njegove glasbe je pa to drug via vaja. Ne? Noč originala. Ok. Dajmo se naučiti sprejemati. Jaz imam en dober primer, imam psičko Lino, ki je lovski dirkač. Ona mora odlaufati svoje kilometraže, jaz jo ne morem na špagi odlaufati, niti pod točko razno, ne, za njo bi bil zapor, če bi jo dal na špago. Ne morem jo naučiti en kup stvari. Pa je toliko simpatično, pa je toliko luškana, ampak jaz jo enih stvari pač ne morem naučiti. Zato je moja naloga, ona je mene naučila, da je treba stvari sprejeti. Ne? Zdaj boste pa rekli, ja, ampak pa treba tudi narcisa sprejeti. Ne, narcisa pa ne sprejeti, mislim, lahko razumeš, da je narcis. Ne? Sprejmi, da je narcis, pa se temu primerno tudi obnašaj. Da ne padeš na provokacijo, ker on je pa glumac. Lina ne igra ničesar. Lina je iskrena. In dajmo se naučiti sprejeti situacije. Ja, smo sred korone in smo sred genocida. Dajmo si za začetek priznati, pa reči, ja, tukaj smo. Kaj pa zdaj? Pa pridemo spet nazaj na svoj mer, pa izgradi svojo osebnost in imej pogum, barem z glasbo, da si ti samo zavesten, suveren noter. Treba je znati sprejeti sam sebe, z vsemi hibami. Jaz sem lažnivc. To, kar ne bomo sprejeli, jo ni treba, jo ne smeš sprejeti, pa tako delovati naprej, ker tako očitno nekaj ne gre, ker ima laž kratke noge, pa če dalje krajše so te nogice, se mi zdi. Treba se sprejeti, kar je v bistvu tudi težko, ne? Sam sebi reči to prosti in spremeniti delovanje, sprejeti svoj glas, sprejeti situacijo, kjer si, jo sprejeti pa ne delovati, ne, sprejeti, vendar delovati. Moramo se naučiti sprejemati svet tak, kot je. Ja, zdaj moramo pa sprejeti, da nas bodo vse pobili. Ne. Mi moramo sprejeti dejstvo, da je med nami toliko velika večina, tako zelo velika večina ljudi delovala proti nam. Torej smo bili mi tarče. In treba je sprejeti to dejstvo. In zdaj kaj? Ubraniti se. Kako? Je tako stari, da jim ne daš energije. Ne. Sej bomo te sprejeti, to, veš, čist tanka je bila meja med zlom in dobrim. Ne. Jaz sprejemi, taka pač je, ona je imela travmo v mladosti, zdaj pa ne smeš njej reči nič, ker pa se takoj začne jokati. A provocira pa lahko. A ja? A to pa ja. Ne to pa, zdaj bi jaz bom sprejel, ne, da je ona taka. Ampak ne bom pa sprejel, da me ne spoštuje. Zato, ker me pa provocira. Ker je imela takrat travmo, da jaz ne smem na njo zakričati. In ona bi želela, da jaz na njo zakričim, da bo pa ona lahko igrala žrtvo. To je realna situacija, gospe ženske v mojem svetu. In pa ni edina, ne? Se vsak pozna to. Dajmo spoštovati drug drugega, prostor drug od drugega. Ne. Še ena stvar, recimo, tudi, mi se moramo odpreti temu svetu, pa se ne moramo, če takrat, ko se odpremo, narcis piči glih, ker imaš ti travmo ali pa šibko točko. Ne? Jaz pač znorim, če mi kdo dela nemer, ne? Če mi dela kaos, jaz tam znorim, ne? Zdaj umer se. Pa zakaj pa provociraš, kaj?
tako nekako. Zaradi tega je najlažje, če se zdistanciramo, umaknemo. Ne rabimo pred nikomer bežati. Sem distanca nazaj. Boste videli, kako narcist prihaja. Skozi vse možne kanale bi rad najdel neko provokacijo. Na vse možne načine. Sam morate biti dosti pozorni, da jih prepoznate. To je to. Morate se pa znati sprejeti tudi darove. Darove sonca, zima, mir, glasba. Imamo za jesti, imamo biti kje spati. Hvala Bogu. Dajmo sprejeti, da vse, kar rabimo na tem svetu, že imamo, so nam fokus našraufali, da rabimo skuter pa BMW, ne pa da rabimo mir, sonce in predvsem sami sebe. Nihče nas ni tega učil. Nobena religija, noben mojster. Tako da zdaj smo tle v tem obdobju, ki kristalizira situacijo na zemlji, sprejmimo jo tako, kot je in dajte se čuvati. Dajte čuvati svoj mir, to je vse, kar rabite čuvati. Znotraj miru boste lahko začeli pa poslušati, ja? Pa tudi kaj slišati. Družbica, želim vam prečudovit dan, upam, da sem vam dal kakšno iztočnico za kontemplacijo. Dajte razumeti, da svet ni tak, kot izgleda. Lažejo do špage in kaj not bodo šli tudi naši. In moglo bi biti, da je lakše umriti, nego ljudima reči oprosti. Tudi sami sebi ne znajo oprostiti in bodo pač šli čisto do konca. Zaradi tega je potrebna vojaška intervencija. Druge ni. In ni daleč dan, ko bomo svobodni. Ja? Vse dobro, vsem, vsak dan, skozi, držite se. Čau.